mogoče sam za predstavo malo v naši agenciji. Torej, turistična agencija, ki se osredotoča na ponujanje malo drugačnih potovanj z drugačnimi destinacijami, kjer v bistvu sledimo motu vedno malo dlje. Torej, hočemo iti korak naprej od nekih stalnih turističnih destinacij, raziskovati neznano, no. Mogoče moj odnos z Islandijo, no, v bistvu zadnji 2 leti je Islandija v bistvu primarna moja destinacija. Ne štejem več v bistvu, kolikokrat sem jo obiskal, no, ampak tale zimski termin, zdaj čez novo leto, je v bistvu bila moja prva izvedba po zimi, tako da je bilo v bistvu tudi zame malo drugače, malo novejše oziroma drugače je videti pokrajino zasneženo kot po ostalih letnih časih, no. Pa da ne bom predolg, no, bi kar predlagal, da začnemo s to našo potopisno zgodbo. In sicer tule vidite na sliki našo Islandijo. Torej, Islandija je otok sredi Atlantskega oceana, velikost meri okoli 103.000 kvadratne kilometre vulkanskega nastanka, in v bistvu je oddaljena od Evrope oziroma najbližji del celinske Evrope, od Norveške do Islandije okoli 970 kilometrov. Mi smo se na našem potovanju, no, in v bistvu tudi na teh potovanjih, ki jih ponujamo, se v bistvu odpravimo po tej poti, ki se vam je zdaj izrisala. Torej, začnemo v Keflaviku, oziroma Keflavik je njihovo edino mednarodno letališče, tako da v bistvu začnemo v Reykjaviku, potem si ogledamo tale zlati krog, zlati trikotnik, ga tudi marsikdo imenuje. Potem pa čisto odvisno od izvedbe do potovanja, no. Nekatere naše variante se najprej odpravijo na jug do Vika, pa potem na polotok Snæfellsnes. Mi smo se pa v tem primeru v bistvu najprej podali na raziskovanje polotoka Snæfellsnes, in potem na raziskovanje južne obale. Po 8 dneh zaključimo v Reykjaviku in se od Keflavika spet odpravimo proti domu. Torej, raziščemo v bistvu velik del južne obale, pa cel tale zahoden del. Kot sem rekel, no, Islandija 103.000 kvadratnih kilometrov, se pravi nekje 5 Slovenij. Si predstavljate, da v enem tednu je zelo težko bi bilo vse videti, no, oziroma toliko bi bilo nekega hitenja pa vožnje, da v bistvu se od tega nič ne bi imeli. Tako da smo se po naših izkušnjah izkazali, da je ta del nekako za tedensko potovanje najboljša izbira. Tole je islandska zastava, verjetno ste jo kje že videli, na hitro spominja na Norveško, kar v bistvu izhaja iz te njihove zgodovinske povezave z Norveško, z Vikingi. Ampak ja, danes je Islandija samostojna država in nastopa pod tole zastavo. Mogoče samo kot zanimivost, v bistvu čisto neuradno, ampak rdeča v zastavi predstavlja ogenj, predstavlja vulkane, bela predstavlja led in pa modra ocean, ki Islandijo obdaja. In Islandija se v bistvu pogosto imenuje dežela ognja in leda, zato ker se res te naravni elementi v bistvu zelo prepletajo in mešajo. Tole samo še neki osnovni podatki, čisto za predstavo, no, okoli 370.000 prebivalcev živi tam. To je nekje 3,7 prebivalca na kvadratni kilometer, tako da zelo redko poseljeno. V bistvu najbolj je poseljeno območje okoli Reykjavika, kjer živita 2/3 prebivalcev, in pa v bistvu južna obala, vse ostalo je precej malo. Podnebje je zanimivo, no, kljub temu, da je v imenu Icelandija, gre v bistvu za subarktično podnebje, ki ima načeloma mile zime. Mile, zdaj moramo seveda vzeti zelo severno lego. Islandija se nahaja praktično tik pod severnim tečajnikom, oziroma severni deli se ga celo dotikajo, no. Tako da to milo je v bistvu za to območje milo. Poletja pa znajo biti v bistvu precej topla, no, in pa z relativno stabilnim vremenom. Je pa na Islandiji vedno seveda ta dejavnik vpliva oceana, ki jo pač obdaja, da je vreme zelo spremenljivo in se lahko zelo hitro spremeni. Pa da ne bom preveč, tole ne gre naprej.
Aha, tole sem dal noter, tole sem slikal v enem muzeju, sam še glih toliko mal o nastanku Islandije. Tole Islandija gre za precej v bistvu mlado tvorbo, ocenjujejo, da je se začel nastanek okoli pred nekje 18 milijoni let. Ko damo to v kontekst ostalih kontinentov, je relativno mlada, a ne. In nastala je v bistvu na vroči točki. Torej, vroča točke so območja, kjer magma iz središča Zemlje v bistvu skozi take tunele oziroma dimnike, kakorkoli ga imenujemo, v bistvu pritakajo bliže na površju, in kjer se to zgodi na Islandiji, to sovpada tudi s stikom Evrazijske in severnoameriške plošče. Tam se potem začne ustvarjati skozi milijone let novo otočje in recimo podobnega nastanka, se pravi na tej vroči točki, so tudi nam bližje Azori, Kanarski otoki, Havaji, Galapaško otočje, skratka, kar nekaj takih območij na svetu je nastalo. Takole, zdaj pa bom kar začel, se pravi, prvi dan našega potovanja, v bistvu mi prispemo na Islandijo. Ta dan se ponavadi nič kaj druga ne zgodi, razen večerja in pa namestitev v hotel v Reykjaviku, in pa drugi dan smo mi začeli z Zlatim krogom. Zlati krog je v bistvu nekako najbolj turističen postanek tega potovanja, zato ker praktično vsak turist, ko pride na Islandijo, naredi ta Zlati krog, je relativno blizu Reykjavika in v enem dnevu se da videti zelo veliko. In prvi postanek leži prav na stiku teh tektonskih plošč. Tale razpoka nekako dobro prinazarja, in sicer gre za Thingvellir. Thingvellir je v bistvu prvi parlament v zgodovini. Okoli leta 970 so takratni norveški vikingi v bistvu začeli na tem območju na letni ravni zasedati in v bistvu razglabljati oziroma razpravljati o zakonih, o sodniških zadevah. In tam na tem mestu, se pravi na območju Thingvellirja, ki dandanes posodi pod nacionalni park, so v bistvu oni slabih 1000 let se sestajali in nekako vodili Islandijo. Tole je v bistvu bil naš prvi sončni vzhod. Zdaj res smo bili v hudi zimi tam, se pravi, da je bila v bistvu dnevna svetloba najmanjša, kolikor jo lahko dobite, no, razen če ste pač res 21. decembra tam, no. Jaz moram priznati, da sem bil v bistvu presenečen, koliko dejansko je bilo svetlo, ker sem pričakoval, da bo veliko manj. Recimo sončni vzhod v tem času, ko smo mi bili tam, je bil okoli 11. ure, s tem, da se je svetlilo že kakšno uro prej. Zahod pa okoli 4. ure, in pa potem po zahodu v bistvu se ne stemni takoj, a ne, tako da smo mi imeli nekje okno svetlobe od 10. do 17. ure, kar v bistvu niti ni toliko hude razlike z Slovenijo v tem času, no, zjutraj mogoče kaka ura, dve manj, ampak drugače se pa tudi v tem času v bistvu da dejansko veliko videti. In kar me je najbolj presenetilo, no, oziroma fasciniralo, ker sem videl Islandijo že tudi v poletnih mesecih, ko pa dejansko ni noči, a ne, in je skozi dan. Tukaj so res bile te jutranje barve in pa potem te večerne barve vsak dan zelo magične, a ne. Si predstavljate, v bistvu sonce vzhaja počasi in ti imaš dejansko prve 3 ure dneva so barve sončnega vzhoda, potem je 2 uri svetlo, potem pa zadnje 3 ure v bistvu barve sončnega zahoda, no. Tako da res ena izmed stvari, ko me je v bistvu najbolj presenetila, no, poleg ostalih, do katerih še pridem, no. Ampak ja, na slikah vidite nacionalni park Thingvellir. V bistvu imajo malo razloženo zgodovino, pa tudi jaz tam razložim zgodovino. Tule pa na fotografiji lepo vidite območje razpoke, se pravi, pod tem območju se evrazijska in severnoameriška plošča v bistvu oddaljujeta nekje 2 centimetra na leto. Drugi postanek našega Zlatega kroga je Borarfos, en tak zelo slikovit slap, do katerega se v bistvu pripeljemo, slikamo in nadaljujemo do njegovega večjega brata Gulfusa. Gulfus v prevodu pomeni zlati slap, in potem po njem v bistvu tudi je dobil Zlati krog ime, a ne, ker je najbolj skrajna točka
tega dneva. Gre res za ogromen slap, no. Težko si je predstavljati samo iz fotografije, ampak ta prvi del ima 12-metrski padec, potem pa še tule v sotesko 22-metrski padec in tule lahko vidite gor, kako so v bistvu ljudje na tej razgledni ploščadi majhni, no. Ampak ja, fascinanten slap, glih v času sončnega zahoda, ta naš drugi dan, no, smo pa v bistvu še prišli na to geotermalno območje, kjer je gejzir. Takole izgleda v bistvu ta gejzir Strokur. Vemo, gejziri so v bistvu geotermalna območja, kjer se vsake toliko časa, seveda odvisno od točke, pojavi nenaden izbruh vode, ki ga povzročijo segrete plasti. Tule sem glih malo zamudil, no, ta Strokur izbruhne nekje vsakih 6 do 7 minut. Jaz sem tale izbruh glih malo zamudil, ampak nekako takole to izgleda in zdaj pozimi, ko je v bistvu hladno in je ta para, ko pride v stik s hladnim zrakom, se še toliko bolj speni oziroma skadi, če lahko tako rečem. Je pa na celem svetu je v bistvu samo 5 območij, kjer se dejansko dogaja ta pojav. Tukaj v Islandiji, na tem geotermalnem polju je bil v bistvu tole, kar vidimo na sliki, je bil ta glavni gejzir, če lahko tako rečem, oziroma gejzir, po katerem je ta naravni pojav v bistvu dobil ime po celem svetu. Žal so ljudje v 80. in 90. letih noter zmetali ogromne količine milnice, zato ker so s tem, ko so vrgli noter milnico, v bistvu povzročili izbruh. In nekje leta 96 je v bistvu ta velik gejzir nehal bruhati, no, tako da je v bistvu od njega ostalo samo še tole. Tule pa mogoče še en izbruh oddaleč. Oni pravijo, da bi naj bili izbruhi med 20 pa 25 metrov, no, kar se seveda tudi zgodi, no. Ni pa vsak izbruh tak, so pa krepko čez 15 metrov ponavadi. To je bil naš zadnji postanek dneva, potem smo se v bistvu odpeljali proti Borgarnesu, se pravi na zahod, kjer smo se že prvo noč podali na iskanje oziroma lovljenje severnega sija, no. Žal nam to noč ni bilo najbolj naklonjeno, no. Tako da smo se v bistvu zadovoljili samo s temle zanimivim pokopališčem, no. Res smo ga videli iz ceste, pa smo rekli, da se moramo ustaviti, ker v bistvu na pokopališčih oni pozimi takole, ne vemo, dolge noči naredijo svetle križe kot neko navado. Naš tretji dan smo se podali čez polotok Snæfellsnes. Ta dan smo v bistvu mogli videti, zjutraj se je takole začel dan precej jasno. Ob cesti na Islandiji je ogromno teh luškanih islandskih konj, ki se v bistvu takole čist pustijo pobožati, oziroma zelo jih zanima, kaj se dogaja, no, tako da se radi malo pobožajo, no. Ampak ta dan smo imeli v bistvu v planu raziskovanje tega polotoka Snæfellsnes, ki je tudi nacionalni park, ampak nam je malo zagodlo vreme. In sicer so se praktično od nikjer pojavili hudi sunki vetra, ki so v bistvu pripeljali do tega, da so oblasti zaprle to cesto okoli polotoka, no. Tako da smo se v bistvu mi po eni drugi poti odpeljali do našega nočišča, do Grundarfjordarja, in smo pol naslednji dan, v bistvu smo samo zamenjali tretji pa četrti dan programa, tako da nismo rabili nič rezati, no. Tole sem pa v bistvu slikal, no, mogoče kdo, ko nas še ne pozna, no, mi nekako nismo turistična agencija v tem klasičnem pomenu besede, mi ne najamemo avtobusa, pa vas natrpamo 50 gor, ampak res se držimo tega pristopa, da v bistvu potujemo z malimi skupinami, kar nam omogoča zelo veliko fleksibilnost in pa tudi dejansko lahko gremo z navadnim osebnim avtomobilom dlje, kot pa nekdo z avtobusom. Tako da mi smo zdaj imeli, jaz sem imel v skupini 8 članov, 2 družini, 2 avtomobila smo imeli najeta in smo se v bistvu sami okoli vozili.
tole smo pa zdaj že prispeli v Grundarfjordur, kjer bomo v bistvu prenočili. In na sliki vidite Kirkjafell, ki velja za v bistvu najbolj slikano, pa tudi najbolj fotogenično goro na Islandiji. Res je, ima v bistvu čist popolno obliko gore, no, in je taka priljubljena lokacija za obisk. Sploh, ko se v bistvu še združite v fotografijo s tele slapove, je res ena taka na razglednico. In mogoče kot zanimivost, če imamo slučajno kakega ljubitelja Igre prestolov, tukaj na Islandiji nasplošno, no, so snemali kar nekaj epizod, no, pa tule pri temule Kirkjafellu tudi. Grundarfjordur gre za malo vasico, okoli 300 prebivalcev, tako da nič kaj posebnega, ampak je zelo zanimivo v bistvu pač videti, kako dejansko ljudje živijo tako daleč na severu. No, potem pa v bistvu tole noč v Grundarfjordurju smo imeli že prvič srečo z auroro. Sicer ni bila najbolj močna, no, tako da tudi fotografije niso najbolj uspešne, no, ampak vidite, kako veselje se v bistvu pojavi. Mislim, večina ljudi se pozimi poda na Islandijo s ciljem videti severni sij, no, in v bistvu, ko ga vidiš, je to nek nepopisen občutek. Bi pa mogoče dodal še to, no, čisto samo za referenco, torej vse fotografije, ko so v tej predstavitvi, so moje fotografije, so moje avtorsko delo in so v bistvu narejene s telefonom, z iPhonom 13, tako da ne gre za neko profesionalno fotografsko opremo, v bistvu navaden mobilnik, no, in to auroro pa slikam s to nočno funkcijo. Ja, četrti dan smo se v bistvu podali nazaj proti Reykjaviku, ker je bil to glih 31. december, no, in nekako v Reykjaviku se največ dogaja, zato smo izbrali Reykjavik za destinacijo, kjer bomo dočakali. Na poti nazaj smo se ustavili pri enem manjšem kraterju, tudi ne preveč starem, krater Saxol. Tukaj je tudi zelo pihalo, no, tako da se nismo predolgo zadržali. Ampak ja, na tem se ustavimo, ker imajo zelo lepo urejen dostop in se da v bistvu povzpeti praktično do vrha tega okoli 100 metrov visokega kraterja in pol dejansko videti, kako izgleda, ko se vulkanski izbruh ustavi in kaj ostane notri v kraterju. Potem smo se ustavili tule, torej na otoku Snæfellsnes smo, in Snæfellsjökull je v bistvu glavna gora tega, glavni vulkan tega polotoka. Gre za stratovulkan, ki ni več aktiven. Stratovulkan pomeni, da je v bistvu pokrit z ledenikom. Celo leto je na vrhu Snæfellsjökulla ledenik, ne. In v bistvu potem, ko pride, če bi prišli do izbruhov, ne, se najprej topi ta led in potem, recimo, ko izbruhne stratovulkan, ne bo takoj začela oranžna magma ven špricati, no, ampak tako kot sem rekel, Snæfellsjökull ni več aktiven, se pa tule ne vidi, ampak gre kar za 1453 metrov visoko goro, tako da je kar lep prizor za videti. Tole pa še ena v bistvu mojih ljubših iz tega potovanja, ker imam zelo rad simetrije, no, ampak mogoče malo se ujame tudi te lepe jutranje barve in pa praznino. In pa tako, kot sem že prej rekel, če smo drugi dan bili v Zlatem krogu, kjer so praktično vsi turisti na tem polotoku Snæfellsnes, razen tule v Arnarstapiju nismo srečali zares nikogar. Tule imam pa en video, torej tudi ta dan ni preveč pihalo, no, tako da cesta ni bila zaprta k sreči in takole v bistvu izgleda vožnja, ko dejansko veter ves čas nosi delce snega skozi cestišče. Tole še en pogled nazaj na Snæfellsnes, na naš polotok. V bistvu še nismo končali, še nismo v Reykjaviku. Če je bila tista najbolj slikana gora, je tole zagotovo najbolj ali pa druga najbolj slikana cerkvica, Skirkja. Vidite tule Đ pa U pri imenu, mogoče samo kot zanimivost, islandska beseda ima 36 črk, no, tako da so v bistvu
ene črke so take, da jih mi sploh ne znamo prebrati oziroma sploh nimamo ideje, kaj bi pomenili, no, ampak res ena tale cerkvica pobarvana v črno, ker so v bistvu barvali z barvami za ladje, ki so bile zelo odporne na vremenske vplive in tako zelo močno seka ven iz pokrajine. Tole so pa še moji malo zapozirali. Aha, no, pa smo pa prišli zvečer proti večeru, no, proti Reykjaviku, se namestili v hotel in v bistvu nič kaj dolgo počivali, ampak smo se kar podali na to najbolj zahodno točko Reykjavika, v bistvu malo ven iz mesta, ker smo spet imeli ugodno napoved za severni sij. Torej, mogoče še par besed o tem. Severni sij v bistvu je sončev veter oziroma nastane z izbruhi na površini sonca in potem v bistvu potuje skozi vesolje do Zemlje, rabi nekje 36 ur. Se pravi, ko je močna sončeva nevihta, po 36 urah bo mogoče viden na Zemlji. In zakaj je samo viden na severnih in južnih polih? V bistvu se mora ta sončev veter ujeti v magnetno polje Zemlje in ker je magnetno polje Zemlje na severu in jugu najmočnejše, je v bistvu najbolj viden na teh delih. In mogoče še kot zanimivost, v bistvu Zemlja ni edini planet, kjer poznamo ta pojav, ampak ga poznajo tudi na Veneri, tudi na ostalih planetih. Imamo dokaze, da se pojavlja ta pojav, ne. In na nebu se v bistvu pojavi tako, dejansko se ga vidi, dejansko se vidi, da je to nek veter, ker se v bistvu te kače, linije, kakorkoli, se pač premikajo, ne. Mogoče bi še to dodal, ne, recimo to, kar vidite vi tule, to je recimo zelo dober prikaz tega, kar se je dejansko videlo, no. Ko vidite kake slike teh auror, zeleno, celo nebo, saj zagotovo je aurora bila tam, no, ampak verjemite mi, da je ta fotografija bila posneta in obdelana z težko profesionalno fotografsko opremo, da je tako fascinantna, ker res recimo pri skupinah mi dostikrat pol kdo reče, aha, a to je to, a ne, pa rečem, ja, to je to, ne, tisto, kar vidiš na internetu, je pač obdelan, posnet z velikimi kamerami, no, tako da nekako to je, se mi zdi, da kar realen prikaz. Potem pa, ker je bilo novo leto, no, smo se podali spoznati še eno islandsko tradicijo, in sicer oni imajo navado, da v bistvu na 31. zvečer vsaka mestna četrt pripravi svoj kres, ga zakuri in potem se takole ljudje zberejo okoli, zakurijo papirčke oziroma listke s stvarmi, ki bi jih radi pustili v starem letu, se malo podružijo s sosedi, no, prgejo veliko ognjemeta, no, to me je zelo presenetilo, zelo so mahnjeni na te rakete, na ognjemet, to je v bistvu praktično od 8 zvečer pa do 1 zjutraj je skozi nekje pokalo, ampak res taka zanimiva izkušnja. Mi smo bili prejšnji dan cel dan odzunaj, cel dan na hladnem, tako da smo v bistvu kar kmalu po novem letu šli spat in se prebudili v naš 5. dan. 5. dan se tudi, v bistvu smo imeli zelo srečo z vremenom, no. Prvih 5 dni smo imeli v bistvu zelo stabilno vreme, je bilo praktično vse dni jasno, kar nam je pač tudi omogočalo opazovanje severnega sija, no. So bile pa temu primerne tudi temperature, no, vemo, da na jasne noči so temperature nižje, no, tako da nekje prvih 5 dni smo se mi gibali čez dan okoli -10, potem pa naslednje 3 dni, ko je bilo oblačno, smo bili okoli 0, no. Ampak v bistvu temperatura ni najhujši problem, naš najhujši sovražnik, ko se podamo na Islandijo, pa naj bo poleti ali pa pozimi, je to veter, a ne, ker vetru se res nimaš se mu kam izogniti in ko začne pihati, piha lahko malo, piha pa lahko tudi zelo oreng, no. Islandci imajo v svojem slovarju 112 različnih besed za opisovanje vetra po vseh jakostih, tako da si predstavljate, koliko vetrovno mora biti. Torej, na 1.1. Smo mi v bistvu si vzeli bolj sproščen dan, moja skupina se je podala na ogled Perlana. Perlan je en tak
zelo relativno nov, interaktiven muzej, kjer so pač razločeni naravni pojavi, kjer so razločeni naravni pojavi, zgodovina, recimo tako kinodvorano imajo, kjer ti pokažejo filmček o nastanku Aurore, tako da res taka zanimiva aktivnost za par ur. Potem smo se pa popoldne ustavili še na temule kraterju, krater Kerrič. Tule se zdaj ne vidi, ker je zamrznjen, no, ampak je res tako v obliki očesa, je oblika skoraj popolnega ovala in v spodih manjše jezerce. Tako da en tak lep krater. Ta dan imamo pa v bistvu še mi v teh naših ostalih programih, Islandija pozimi in pa Islandija polarni sij, možnost obiska Reykja Delurja. Reykja Delur je en tak naravni termalni oziroma topu potok, no. Mi se nismo podali, ker so se odločili, da je pač premrzlo, no, pa da se jim ni dalo zares hoditi, no, nekje 3 kilometre je treba iti do tja, od parkirišča, in potem, ko prideš tja, se v bistvu lahko vidite takole ozunih sneg, ti si pa lepo v potoku, ko ima okoli 35-36 stopinj, no, tako da res neka taka tudi zanimiva izkušnja, ko jo ponavadi, če je interes v skupini, vedno naredimo. No, zdaj pa počasi prihajamo v bistvu do, po mojem mnenju, no, pa bi si upal trditi, da tudi po mnenju ostalih članov moje skupine, do vrhunca tega potovanja. In sicer to noč smo prespali v Selfosu. Selfos je nekje uro vožnje stran od Reykjavika. In takole se nam je v bistvu že večer zelo magično obarval, no. Potem se je pa okoli, sploh še ni bilo tako pozno, ne, ponavadi za Auroro, pa res pričakuješ, da mora biti trda tema, tole je bilo nekje okoli 5:30 popoldne, okoli 5:30, 6, in se je v bistvu začelo nebo barvati, in te barve so iz teh zelenih, ki so seveda najbolj običajne in najbolj pogoste, so se v bistvu hitro začele prelivati v vijolične, modre, skratka, v bistvu smo imeli 1 uro res neverjetnega opazovanja severnega sija, no. Jaz sem jih že nekaj videl v življenju, no, ampak moram priznati, da je ta bil v bistvu brez dvoma najmočnejši in pa nekako najlepši, no, ampak je pa tudi treba dodati, no, da smo v bistvu v letošnjem letu, oziroma v prejšnjem letu in pa v letošnjem letu, smo na vrhuncu 11-letnega Sončevega cikla, kar pomeni, da so na vrhuncu, da so v bistvu najmočnejše Sončeve nevihte, kar mi na Zemlji lahko opazujemo kot v bistvu takšne izbruhe pač Sončeve izbruhe. In glih en dan pred tem, preden smo mi to videli, sem zasledil podatek, da je bila sončna nevihta, tako da je zelo lepo v bistvu sovpadalo s tem. Zdaj, slike tele nočne so vedno malo tako zamegljene, malo stresene, in sicer to je zato, ker v bistvu ta slika, ko jo slikam, nastaja 3 sekunde, zaslonka je 3 sekunde odprta, in če telefon ni na stojalu, ga ti 3 sekunde zelo težko popolnoma na miru držiš, no. Tako da to je v bistvu razlog, da so malo zamazane, ampak upam, da vseeno dobite občutek, no. Že če se primerja to z unimi od prejšnjih dni, ko so bile samo zelene, je bilo res nekaj neverjetnega. In potem v bistvu po tej 1 uri se Aurora predstava končala, no. Jaz sem še v bistvu cel večer na vsake pol ure hodil ven gledat, če bi se kaj pojavljalo, in so se sicer pojavili manj vidni zeleni trakovi, no, ampak nič v primerjavi s tem, kar smo zares že videli. 6. dan, se pravi 6. dan, se odpravimo na raziskovanje južne obale Islandije, ki nas v bistvu očara oziroma navduši s slapovi, bolj natančno Seljalandsfossen in pa Skogvafossen. Gre za oba 60 metrov visoka slapova, takole izgleda v zimski verziji, opremljen z ledenimi svečami. V poletnih pa spomladanskih mesecih, ko ni vse zamrznjeno,
se da iti praktično za slapom okoli in se v bistvu ga v zadnjih opazovati, no, pozimi to žal zaradi varnosti ni mogoče. Ta drugi veličasten je pa Skogafoss, tudi okoli 60 metrov padca in pa širina dejansko, ko imajo reke poln pretok, se pravi ne pozimi, okoli 20 metrov, tako da res veličasten prizor. Se pa da iti tule po desni, vidite, je ena taka pot, se da iti na razgledišče, potem se pa v bistvu iz tega razgledišča nadaljuje pot 65 kilometrov v notranjost Islandije. In v tej poti, v bistvu, ker hodiš skozi ob tej reki, v reki Skogar, je še, nikoli jih nisem štel, no, ampak v bistvu vsake 100 metrov prideš do enega slapu. Mi smo se malo sprehodili, potem pa se nam je na poti nazaj, v bistvu, ker to je bil zdaj prvi oblačen dan, se nam je začel malo kazati sonček, no, tako da je bilo v bistvu dobrodošlo presenečenje glih za obisk Reynis fjare oziroma najbolj znane črne plaže na Islandiji in pa po mnenju nekaterih revij, natančneje National Geographica, najlepše netropske plaže mislim, da so jo okoli leta 2005 razglasili za to, no, pa gre res za v bistvu fascinantno plažo, kjer so tule na levi se vidi, v bistvu so te značilne za Islandijo zelo značilne bazaltne strukture oziroma te šestkotni bloki, ki se zelo, zelo pravilno lomijo. V ozadju pa v bistvu ta dva osamevca, no, tako da res lepa plaža, ki smo si jo ogledali pred prihodom v Vik. Vik je v bistvu naša najbolj vzhodna točka tega potovanja, zdaj v različnih, mi ponujamo več različnih Islandij, no, recimo v poletnih verzijah pa spomladanskih gremo še malo bolj vzhodno, gremo še do Diamond Beacha, no, pri tej zimski pa žal nima smisla hoditi do Diamond Beacha, ker je tista laguna itak zamrznjena, ampak tudi Vik je ena taka luškana vasica s plažo, kjer smo se ukrepčali in spočili, da smo se potem naslednji dan v bistvu odpravili nazaj proti Reykjaviku. Na poti smo se v bistvu podali na raziskovanje tegale Soleimajokulla, gre za ledeniški jezik večjega ledenika, celoten ledenik meri okoli 530 kvadratnih kilometrov. Mi smo v bistvu prišli samo tule, če vidite človeka, samo do roba ledenika, no, in zdaj pozimi, se opravičujem, ko je pač ledeniška laguna zamrznjena, se da dejansko priti do ledenika in v bistvu od blizu videti, kaj zares ledenik pomeni, ne. Ta led je res zbit skupaj, da se ga ne da odlomiti, ne. To se tisočletja, mogoče milijone let nekateri so se pripravljali, ne, in ko stojiš zraven tega, pa to so večmetrski bloki, ne, je res en tak poseben občutek. No, tudi to je bilo recimo zame novo, ker v ostalih programih poleti v bistvu pridemo samo do roba in oddaleč slikamo tole, ne. Zdaj pozimi se je dalo pa dejansko priti noter, tole je slikanje iz ene take manjše ledeniške jame celo, no, tako da tudi ena taka velika prednost zimske Islandije. V bistvu smo že kar na koncu oziroma pri koncu, en teden se hitro obrne, sploh ko se skozi veliko dogaja. Ponavadi na zadnji dan naredimo v bistvu ogled mesta Reykjavik. Jaz speljem skupino, si pogledamo te glavne znamenitosti, tule na fotografiji je sončni vojažer, tole je harfa, njihova filharmonija in pa kongresni in kulturni center. Tule sem sliko, ker sem prej nisem na nobenem potovanju imel, mislim na nobeni sliki še nisem imel od prej, no, ampak na Islandiji takile, jaz jim rečem predimenzionirani avtomobili, v bistvu niso nobena redkost, take avte imajo, da se pač oni poleti lahko vozijo čez reke, pozimi pa po ledenikih, no, in to so v bistvu veliki džipi, veliki kombiji, ko jih oni
predelajo v nekaj takega, ne, če tule vidite zraven nekega navadnega kombija, pa to zraven je res, se kar malo ustrašiš, ko te na cesti prehiti, no. Ampak to je mogoče bolj fantom zanimivo, moškim. Tole slika ulice Reykjavik, res tako, meni zelo pri srcu mesto, mestece, a ne, v samem centru je okoli 130 tisoč prebivalcev in pač imaš vse od restavracij do barov, trgovinic, vse v bistvu si lahko, ta center si lahko pogledaš z lahkoto peš, potem pa takole dol gledaš na morje in na zaliv in pa te gore v ozadju. No, tole pa prej sem se popravil, da tista črna cerkvica mogoče ni najbolj slikana, no, ker bi znala tale biti najbolj slikana, in sicer gre za Hallgrímskirkjo. Kirke v islandščini pomeni cerkev, Hallgrím je pa eden izmed najbolj znanih njihovih poetov, in ima v bistvu primarno lokacijo v Reykjaviku, no, na vrhu enega takega hribčka je. Tale zvonik je visok 74 metrov pa pol, kar velja tudi za najvišjo zidano stavbo na Islandiji, in ko prideš noter, je v bistvu zelo minimalistična. Islandska primarna veroizpoved na Islandiji je protestantstvo, tako da v cerkvi v bistvu zelo minimalističen pristop, nič kaj nakičan, nič kaj načičkan. Nimam pa slike, v bistvu na tej strani, s katere je to slikano, no, se pa nahajajo ene ogromne orgle z več kot 5275 piščali, no, tako da je tudi to en zanimiv prizor. In pa v bistvu naše še zadnje dejanje tega potovanja je bil postanek v Modri laguni. Modra laguna ali Blue Lagoon je v bistvu eno izmed, če ne najpopularnejšo termalno kopališče na Islandiji. Značilno je po tej modri barvi, ki je geotermalna voda ponavadi nima, ampak so pač na tem območju takšni minerali v kamnini, da v bistvu tvori to tako sivo, modro, belo barvo, no, skratka, kakorkoli, meni zelo všeč barva, ampak ja, obiskati se da to Modro laguno, tam se v bistvu skopaš, narediš te razne maske za obraz, za telo, z minerali in pa mi ponavadi tako naredimo, no, da je to v bistvu pred letališčem, ker je na poti do letališča, se potem, nismo še končali. Tole je pa tudi zdaj zelo aktualno območje v bistvu, ker se nahaja na polotoku Reykjanes, in na tem območju so imeli v zadnjih 3 letih več kot 15 oziroma več kot 13 različnih izbruhov vulkanov, s tem, da jih je bilo v letu 2024 7. In v bistvu ta zadnji, ki se je že končal, to gre za manjše izbruhe, ki sicer naredijo nekaj škode, no, ampak ne bruhajo dolgo, no, recimo ta zadnji, katerega posledice vidimo tu na sliki, je v bistvu se začel izbruh 8. decembra in se je, mislim, da po nekih 4 dneh v bistvu že ugasnil. Kljub temu je bilo to dovolj, da je prišlo na površje dovolj lave, da jim je tole ta glavno cesto v bistvu zalili, no, tako da smo se mi peljali po cesti, ko so jo naredili zraven, in pa samo parkirišče Modre lagune so mogli spremeniti, ker ga je tudi prejšnjega zalila lava, in kot vidite, to se v bistvu še vse kadi, a ne, gre za območje, kjer sicer, če se primeš ta kamen v roko, se ne boš opekel, no, ampak še vseeno precej razgreto območje, kljub temu, da je bilo to en mesec po tem, ko se je v bistvu že zaključil izbruh, no. Tako da ja, to, potem pa v bistvu do letališča v Keflaviku vrnemo naše avtomobile in poletimo proti Sloveniji. Mi smo imeli to srečo, oziroma jaz ne, ker nisem sedel pri oknu, no, ampak ostali člani moje skupine, te, ko so sedeli pri oknih, so imeli še zadnji šov Aurore v bistvu iz letala, no. Tako da to.
Tule samo naš plan predvidenih odhodov v naslednjih mesecih. Torej, te meseci so pač primerni za obisk Islandije po zimi in pa za opazovanje severnega sija. Vse informacije o nas, o naši agenciji, o prostih mestih pa v bistvu najdete na naši spletni strani, na našem mailu ali pa na našem Instagramu. Tako da jaz se vam zahvaljujem za vaš čas in pozornost, no, in bi v bistvu zdaj dal vam besedo, če mogoče kaj ni bilo jasno, če koga kaj specifično zanima, pa da nisem pokril, bom z veseljem odgovoril. Morate, ampak če jaz nič ne slišim. Morate se pa dati odmutati, no. Če bo kdo kaj. Klopiti moram. Živja, Marjana. Ja, nič, meni je strašno všeč, samo treba iti. To je to. Hvala. Ja, lani vsekakor najlepša hvala, je precej drugače kot poleti. Mi smo bili sicer 3 tedne, pa smo šli okrog in okrog, ampak je to taka zanimiva izkušnja, da jaz bi z veseljem ponovila, samo da si tole roko zrihtam, tudi drugo leto po zimi. Ja, tudi drugo Letos leto. pa ne bo šlo. Tudi drugo leto po zimi bodo še Ja, programi. bo še program, ne. Ja, Hvala. Srečno. Srečno, hvala. Lan, Živjo, jaz bi samo vprašala, a je zelo velika razlika med to Islandijo pa zimi pa Islandijo s temi polarnimi siji, ker vem, da je to tudi poseben program. V bistvu zares ne, no. Glavna razlika pri teh programih je ta, da programi, ki so po marcu, se da vključiti tudi ogled oziroma potovanje, izlet z ladjico, kjer je možno opazovati kite, no. Po zimi, se pravi od novembra do marca, ne ponujajo teh izletov, no, tako da tega v tem programu ni. Drugače pot, lokacije, je pa v bistvu vse isto, no. Pa v bistvu recimo te termini, spomladanski pa jesenski, no, mi v bistvu pravimo shoulder season, a ne, se pravi neka prehodna sezona, so boljši tudi iz tega vidika, da je še zmeraj malo več dnevne svetlobe, a ne, pa ni treba res loviti vsake minute, no, se da malo bolj sproščeno. No, drugače pa ja, to je v bistvu glavna razlika, pa pač malo topleje, no, ampak ni pa več garancije, da je pobeljena s snegom, a ne. Super, najlepša hvala, super je bilo. Hvala, Nina. Če ni dodatnih vprašanj, no, bi se vam jaz še enkrat zahvalil, no. Slabo uro sem vam vzel, no, upam, da je bilo v redu. Če slučajno so komu ta način programov, no, če vam je všeč, vam lahko že zdaj povem, da imam v bistvu naslednji teden ob istem času, se pravi 16. januarja ob 18. uri, potopisno zgodbo po Kordiljeri Huayhuaš. To gre v bistvu za en tak specifičen treking, zelo lep treking, no, tako da če ste kateri bolj aktivni pa radi hodite po hribih, bo to za vas. Potem pa še 30. januarja, isto četrtek ob 6. Bom pa v bistvu predstavil naš treking po Lofotih. Lofoti so eno otočje na severu Norveške, kjer pa v bistvu tudi naredimo en tak delni oziroma treking program s kampiranjem, no, pa je tudi zelo lepa destinacija, no, če koga zanima. Boste pa dobili seveda, mislim, te informacije ponavadi na Facebooku, na Instagramu, pa kak mail bomo še poslali, no, tako da, če bo kdo želel, da ne bo zamudil. Super.
Ja. Najlepša hvala, lep večer in pa se vidimo. Hvala, Ana. Hvala, lep večer. Videnje. Hvala, adijo. Adijo.